trenutno dejansko Amerika, če imam pravilne podatke, 33 trilijonov dolga, dolg vsakih 100 dni naraste za nov trilijon. Kaj je petrodolar? Ko ti največji financerji tvojega dolga ne zaupajo več v valuto, je to prvi znak, da se nekaj dogaja. Mogoče še ne vidimo, kak outcome bo, ampak smo pa prepričani, da se nekaj večjega dogaja. Kaj se bo dogajalo z ceno nafte? Kitajci bodo tle plačali sigurno evro več, zato da bodo nekaj dobili, kot pa da nekaj nimajo. Benzin nam gre gor, zakaj ne bi imeli vse na elektriko? Kriza ne bo povzročila konec sveta, ampak prerazporeditev. Kriza, jaz pravim, da je zelo dobra za finančni svet. Kdaj bo naslednja kriza? Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Danes odgovarjamo na vprašanje, kako se pripraviti na naslednjo krizo. In danes bo z mano Tilen Šarlah. Pozdravljen, Tilen. Lep pozdrav. Živijo. Tilen, delaš v okviru dveh podjetij. Eno je Acex, software development firma, drugo je pa Optane Energy, se pravi podjetje za optimizacijo energije. A bi lahko ti v svojih besedah povedal, kaj točno delate? Ja. Najprej hvala lepa za povabilo. Kot si omenil, Acex in Optane Energy sta nekako moje zgodbe, osrednje dve zgodbe trenutno v kariernem življenju. Acex je v bistvu dokaj mlado podjetje, nastalo cirka 2021, kot rekel, čist software solution driven company, se pravi, mi gradimo zelo napredne, zelo zahtevne platforme z precej, usposobljenim timom. Trenutno nas je, v celi grupi, cirka 70-80, večinoma matematikov, večinoma zelo visoko izobraženih. Imamo kar, če imam zadnje številke pravilne, okoli 40 doktorjev matematikov med njimi. Naši naročniki so večinoma tujci. Se pravi, gradimo algoritme, gradimo platforme, zelo zahtevne probleme. Optane je nekako nastal kot spin-out iz Acexa, ker neka, smernica Acexa, pa želja Acexa je, da vsake toliko časa, 2-3 na leto, bi jaz rekel, zgodbe podpremo finančno in s znanjem, se pravi, gradimo nek venture studio znotraj tematične podjetja. Optane je nastal kot odgovor na energetske šoke, energetske krize, energetsko volatilnost, bi jaz rekel, se pravi, kot čisti nov player na energetskem področju, ki se ukvarja z optimizacijo najprej stroškov električne energije, potem v prihodnosti tudi z zemeljskim plinom in ostalimi derivati. Se pravi, tekmujemo dejansko z večjimi igralci na tem trgu in bom rekel po enem letu, dejansko je podjetje bilo staro prejšnji mesec, glih 1 leto, zelo uspešno napredujemo. Sem zelo vesel, da smo vzpostavili v enem letu tak šibko strukturo, ozko strukturo, ampak zelo veliko dosegli kot skupaj, kot tim. In to me nekako veseli. Imamo pa še kar, enih izzivov na trgu, ki jih bomo predstavili v prihodnosti. Se pravi, če prav razumem, Acex tukaj igra neko vlogo venture capital sklada tveganega kapitala, medtem ko Optane je pa startup. Optane je startup, Acex je pa tukaj predvsem, ne bi rekel kot venture kapital, ker je tudi, če želimo, s tem, da pač pri Optanu ni šlo za to, ampak bi jaz rekel to, da je bolj z znanjem podprta ekipa. Se pravi, zelo, zelo veliko izobraženih ljudi na enem mestu iz različnih sektorjev, zelo velikimi izkušnjami v zadnjih, naših življenjskih obdobjih. Naprimer, sam več kot 20 let že v energetiki, v finančnih trgih, kolegi iznotraj Acexa v IT-ju, v developmentu, v matematiki. Se pravi, core ekipa, bi jaz rekel, da je zelo, zelo selektivna, pa zelo širokim znanjem in znamo teklati probleme, ki se pojavljajo trenutno na svetu. In to znamo delati zelo uspešno, kar smo predstavili ne samo z Optanom, ampak tudi z drugimi zgodbami, ki jih imamo v portfelju. In to nas dejansko naredi skupaj močnejše, tako bi jaz rekel. Ne samo kapital, bistveno tukaj, da damo tudi znanje na mizo. Okay. Ampak, Tilen, ti si v bistvu bil tudi upravljalec premoženja, ne? Ti si na Iliriki bil vodja upravljanja, kasneje pa tudi trader na Geoplinu, ne? In zdaj tako, očitno je nek trend, ne, da grejo ljudje iz financ v energijo. Ne, več takih primerov poznamo. Me pa konkretno tlele pri Geoplinu zanima, ali lahko sam poveš, kaj to pomeni, da si bil trader?
kaj točno to pomeni, ker ne vem, se mi zdi, da si težko, je to malo tako abstraktno. Težko si predstavljamo, kaj točno ti delaš tam kot trader. Če se najprej dotaknem te anekdote, si kar pravilno gotovil iz finančnih trgov v energetiko. Ko smo bili na teh energetskih konferencah, smo se vedno malo šali, ampak dejansko je tako. Če stopiš iz finančnih trgov na energetske trge, je to kar velik šok. Zato, ker energetika, pa bom rekel kot commodity trader, je to next level finančnega trgovanja. Se pravi, imeli smo se za malo bolj hardcore traderje, smo si sami rekli, ampak dejansko je tako. Energetski trgi, commodity trader je precej bolj zahtevno delo kot finančni trgi. Zato, ker poleg finančnih trgov, na katere vpliva dejansko tudi nekončna cena energije, ki jo dobimo na trg, moraš ti vedeti še vse specifike, ki delujejo na to ceno, ki premika trge. Tako da zadeva je zelo kompleksna. In ta moj korak, bom rekel, iz finančnih trgov v commodity je bil po eni strani zato, ker sem se malo naveličal sam finančnih trgov in sem hotel delati še nekaj drugega. Bil je pa ravno ta čas, po finančni krizi, po 2001, pa 2011, pa potem 2016 sem prišel na geoplin, da se je vzpostavilo ta, bom rekel, electronic trading, se pravi, da nastajale so začele platforme za trgovanje z elektriko, z zemeljskim plinom. Prej tega ni bilo. Prej so se sklepale pogodbe po, bom rekel, po pisni obliki, long term contracts, si podpisal pogodbo, si dejansko plačal dobavitelju, ti si energijo pripeljal v Slovenijo, jo potem prodal kupcu naprej. Se pravi, bil je bolj ta OTC market, over the counter, kjer si ti dejansko bolj bilateralno pa bolj pogodbeno trgoval z strankami. V času, ko sem jaz prihajal na commodity trge, se je dejansko cela struktura zamenjala in dejansko tisti, ki je bil prej na finančnih trgih, imel precej več, bom rekel, izkušenj, zato ker so začele prihajati elektronske platforme, začele so prihajati borze, na kateri si ti trgoval in si poleg znanja, ki si ga imel, mogel dejansko znati tudi upravljati s temi platformami. In tako smo mi v tistih letih dejansko integrirali vse platforme, odprli borze v Avstriji, v Nemčiji, na Madžarskem, v Londonu, na ICE-u. Šli smo delati izpite za dejansko commodity trader, ki pač ne moreš biti kvalificiran kadar, da to sploh lahko delaš. In smo dejansko začeli čisto elektronsko trgovati in cilj je seveda kupcev pripeljati cenejšo energijo na slovenski trg. Ko si vprašal, kako to izgleda, dejansko moj tipičen delovni urnik, zjutraj prideš, pogledaš markete, veš dejansko, kaj se bo na marketu, kaj lahko pričakuješ, kaj se bo zgodilo prek novic. Prek bom rekel tega, da si pogledal, kak market stoji, ali si bil long, ali si bil short, kakšni so bili dejavniki, vremenski vplivi, se pravi, kljub enih dejavnikov si ti dobil na mizo zjutraj, da si se lahko, bom rekel, odločil na kak način, kak se bo cena gibala tekom dneva. Potem si dejansko pogledal portfelj strank, videl si, kakšne so zahteve se strani povpraševanja, se pravi, nekatere stranke so kupovale, nekatere so prodajale. Ti si kot, bom rekel, trader mogel zapirati te pozicije. Seveda si mogel zapirati pozicije, bom rekel, za pozitivno razliko, ker če ne, nisi bil slab trader. Tako da ta del je bil dejansko zelo podoben finančnemu delu. S tem, da sem pač zamenjal delnice Google pa Apple z ceno zemeljskega plina. In cilj je pa seveda pripeljati cenejšo energijo v Slovenijo. Je pa to seveda kompleksna zadeva. Ti imaš na eni strani velike playerje, kot so BP, Shell, v tistem času še Gazprom, na primer, ki je bil pomemben partner. Na drugi strani si pa imel stranke dejansko slovenske poslovne odjemalce, ki si jim pač to ceno, pač energijo pripeljal na njihove vrate in seveda zaželeno po čim nižji ceni. Ok, ampak tako, recimo, ki si predstavljam brokerja v borzno-posredniški družbi, ki z delnicami trguje, se mi zdi čisto nekaj drugega, kot pa tukaj, ki pa trguješ s plinom, ker na koncu mi ta plin na koncu koristimo. Na koncu je naša cena odvisna od tega, kako je ti kupil. A je to tako? Ne čisto tako. Zdaj zadeva je taka. Jaz vedno rečem, ja, oddaleč zgleda tako. Ampak moramo vedeti, da elektrika pa plin nista čisto nič druga, pa čisto nič drugačna, kot finančna derivata, enako kot je, pa sem prej omenil delnice Google pa Apple, enako. Se pravi, imamo neke futures cene, imamo neke terminske, imamo neke opcijske pogodbe, katere lahko ti sklepaš posle za par let naprej. Gibljajo se popolnoma enako, se pravi, isto se trguje na borzi znotraj delovnega dneva, cena se spreminja na sekundo natančno, tri številke, se pravi, za decimalkami in enako trguješ, se pravi. In ko pogledamo, koliko je tega trgovanja za eno elektriko, je ta, bom rekel, rate obračanja megavata,
Na elektriki je bil še včasih, ko sem bil aktiven, cirka 30-kratnik, na plinu cirka 15-kratnik, kar pomeni, da vsaka molekula, vsak megavat, ki se obrne, se 30krat obrne, preden pride do končnega odjemalca. Kar pomeni, da imamo mi zelo veliko playerjev na marketu, finančnih, institucionalnih ali pa individualnih, ki te energente ne kupujejo zato, da jih bojo pripeljali od točke A do točke B, ki je končni cilj za poslovnega odjemalca, ampak trgujejo na način, da bojo vmes zaslužili. Ta hedge, bom rekel, pa ta trading je čisto legitimen, vsak ga lahko izvaja, tudi mi smo ga izvajali, se pravi, da ti kupiš ceneje, prodaš dražje, ali pa greš v short, naprimer, pač kupiš dražje, prodaš ceneje, ker pač veš, da bo cena padla. Se pravi, to je čisto odprt market, tak enako, kot da bi šli zdaj na Ljubljansko borzo ali pa Nasdaq ali pa S&P in trgovali s tem. In ravno to, ko se je zadeva začela spreminjati, bom rekel, po letu 2010, zelo drastično je to, da je veliko teh finančnih igralcev začel krojiti tečaje teh, bom rekel, cenovnih šokov. In to zdaj tudi vidimo na, bom rekel, če to prevedem na zdajšnji čas, kaj se dogaja na energetskih trgih, kadarkoli dejansko poskoči cena, tudi zdaj naprimer na nafti ali pa na plinu, kar se dogaja, ne, moramo ločiti tisto, kar je fundamentalno driven, ne, ali pa tisto, kar je finančno driven. Zelo očitna razlika je. Ne. Po spajku, pa če zdaj prevedem, bom rekel, malo orišem, kaj se je zgodilo, naprimer, ko se je začela vojna v Ukrajini, naprimer, ne, smo imeli ta enormen skok, ampak to je bil paničen skok oziroma skok, bom rekel, bolj finančno pognan, kot fundamentalno pognan. Ja, vedeli smo, da bo prišlo do supply šoka na eni strani, zato ker so bile dobavne verige prekinjene z ruske strani. Ampak v tistem trenutku zelo težko oceniš, koliko je teh dobavnih verig dejansko prekinjenih, pa odkot bo dejansko prišel nadomestnik zemeljskega plina nazaj na evropske trge. Vel si pa približno občutek, kam bo šla cena, če se slučajno te, bom rekel, supply šoki realizira v 20, v 50 ali pa celo v 100%, bom rekel, ukinitvi dobave. In zato je pa cena takoj reagirala, zato ker si imel ti zelo veliko finančnih trgovcev, ki so pa te cenovne šoke dejansko izkoriščali za dobiček. Okay. No, evo, tole, kar si zdaj povedal, se mi zdi, da je super uvod v to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Namreč se mi zdi, da si ta prav profil, da danes odgovarjaš na to vprašanje, zato ker imaš znanja iz finančnih trgov in energetskih trgov. Ne. Ampak Tilan, jaz bi rad videl, da začneva midva malo širše. Da pogledava gozd, ne samo drevesa, in da začneva pri geopolitično vprašanje. Se pravi, zadnjih 80 let cirka smo živeli v enem svetovnem redu. Ne? Se pravi, Amerika kot velesila, dolar kot rezervna valuta. Zdaj pa slišimo, da se je to zdaj z 28. februarjem spremenilo. Pa mene zdaj zanima, kaj ti misliš, kdaj se je to zares spremenilo in ali se je spremenilo? Razumem tvojo ugotovitev, se pravi, prihaja do nekega new world orderja, bi jaz temu rekel. Ne? Se pravi, čutimo na to, da se nekaj geopolitično, nekaj širšega dogaja, kar mogoče še ne vidimo, kak outcome bo, ampak smo pa prepričani, da se nekaj večjega dogaja. Bi potegnil eno vzporednico, ker sem dejansko te dolgoročne cikle, kar študiram, dejansko tudi v analizah jih uporabljam. Se pravi, kaj se je dogajalo z, bom rekel, imperiji v zadnjih 500 letih ali v zadnjih, bom rekel, 300 letih ali v zadnjih 100 letih. Ne? In dejansko vedno je ena in ista krivulja. Tudi ko analiziramo na finančne trge ali pa commodity trge, vedno se oziramo na neke cikle za nazaj. Ne? Pa če omenim samo, naprimer, te glavne od, bom rekel, Rima naprej, pa Špancev, pa Nizozemcev, pa Angležev, ko so bili taki res, bom rekel, v zgodovini naši, bom rekel, v stari zgodovini, zelo veliki imperiji, ki so imeli en in isto, bom rekel, točko vstopa, pa točko izhoda, pa po eni in isti poti so šli in kako so oni dejansko propadli, pa zaradi čega so propadli. In to bom mogoče tako urisal, pa pol potegnil sporednico, kaj mislim, da se zdaj dogaja. In bomo mogoče dobila nek outcome, ki sicer še ni znan, tudi jaz ga ne poznam, ampak se mi zdi, da gremo v isto smer. Se pravi, vse te, bom rekel, močne civilizacije so imele zelo podobno pot. Zelo močen gospodarski vzpon. Španci vemo takrat zaradi svojih trgovin, Angleži zaradi dejansko svojega, bom rekel, usvajanja, bom rekel, po svetu. Rimljani so gradili dejansko tle po celi Evropi svoj imperij. Nizozemci kot finančna borza, naprimer, včasih najbolj prosperirali, pa so dejansko kar na hitro propadli. Vsi so šli z zelo velikim, bom rekel, gospodarsko rastjo, zelo velikimi investicijami v te države.
Same države so se začele zelo zadolževati, zato da so širile svoje meje z vojnami, z usvajanji. Poleg tega je to začel njihov dolg zelo povečevati, zato ker niso več mogli tega stanja vzdrževati. Na koncu se je zgodil enako pri vseh, silna inflacija, propad njihove ciljne valute in pa default države. Vse te države so imele čisto isto pot in zato so tudi propadle. Ko govorimo zdaj, kaj se zdaj dogaja, dejansko jaz vidim, da smo mi zdaj v nekem late stageu nekega debt cycla, se pravi nekega dolžniške krivulje. Pa bom zdaj tipično rekel to za Ameriko, zato ker se mi zdi, da pač je en primer, ko bo prišel do enega switcha, mogoče si tudi zato omenil ta datum. Amerika je dejansko začela prosperirati po drugi svetovni vojni. Enormne količine kapitala se zlivale dejansko v Ameriko, zato tudi Amerika prosperirala, GDP je rastel, privabljale so tuje valute, gospodarstvo njihove rastel in zato so se lahko usvajali vedno več, ali ozemlja, ali rasti svoje. Takrat so pač primat vzeli Angležem. Angleže, vemo, ki so zdaj, trenutno padec totalni, funt skoraj ni več vreden, država zadolžena do grla, pred vojno dejansko ni bilo tako. Se pravi, Amerika gre zdaj po neki taki poti tega cikla. Problem tega je, da to vedno več stane. Trenutno dejansko Amerika, če imam pravilne podatke, 33 trilijonov dolga, dolg vsakih 100 dni naraste za nov trilijon. Servis tega dolga je 1 trilijon na leto. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da Amerika porabi več za dolg, kot za vojsko. Pa vemo, da je vojska enormni izdatek v ameriškem strukturi. Prvi smo tudi v scenariju, zakaj mislim, da smo v tem late stageu, da rast dolga prehiteva rast GDP-ja. Se pravi, mi imamo rast dolga v Ameriki cirka 8-9% na leto, GDP pa raste med 2-3%. Se pravi, ta stanje nekako na dolgi rok ne bo več šlo. Amerika se mi zdi, da išče zdaj nek ta switch, kako bi zdaj to podkrepila, njihovo enormno zadolževanje, pa vseeno mora na drugi strani skrbeti za dolar. Kaj se bo z dolarjem zgodilo? Vsi govorimo, pa vsi beremo o tem, mogoče se obeta konec dolarja. Tudi jaz o tem dosti preberem in se mi zdi, da to je en tako nadaljevanje tega, kar se dogaja trenutno po teh podatkih, ki sem zdaj povedal. Zato mislim, da smo v late stageu. Tudi ko vidim, kdo zdaj je nehal kupovati dolar, dolg njihov, dejansko kdo izhaja iz dolarskih pozicij, od Brit države do Kitajske so nehali kupovati ta dolg. In ta switch se mi zdi, prvič je nastal zaradi tega problema debt cycla, drugič pa zaradi teh, teženj geopolitičnih, zato ker prvič se mogoče zgodi, da Amerika malo izgublja to moč, ki jo je imela na trgu zdaj več kot 50 let. Spravi, tle je ena vzhajajoča sila, ki jo več ne moramo zanemarjati, Kitajska na primer, celotne Brit države skupaj združene, ki pač hočejo neko svojo valuto zdaj uvediti, in ta, ta petrodolar, dejansko kar naenkrat izgublja moč. In tukaj je pa en tak največji switch, ko ga jaz pač kot analitik seveda ne morem oceniti, niti nisem tukaj geopolitično podkovan, da bi to videl, ampak je pa dejstvo, da te smernice moramo mi spremljati, če hočemo videti, kam se bo trg premikal. Ne samo finančni trg, ampak tudi commodity trg. In to je eno bistveno sporočilo, ki ga moramo iz tega ven vzeti. Se pravi, nekaj se strukturno zelo dogaja, te vojne imajo nek, pomen za Američane in zakaj jih izvajajo. Kaj bo pa outcome tega, je pa trenutno zelo prehitro reči, oziroma zelo težko jaz tudi samo ugotovim, kaj je namen vsega tega. Ampak vidim pa, da se karte na trgu zelo mešajo. Ok, omenil si petrodolar. Kaj je petrodolar? Američani so zelo lahko naredili, en načrt, da dejansko kupujejo nafto zelo poceni od arabskih držav, pa jim tem plačujejo v dolarjih, tako po domač povedan. Te dolarje, ko sem prej omenil, kako se je pač ta njihova debt cycle začel, najlažje pač tiskati dolarje in pošiljati papir v države. Oni na ta način sicer bogatijo, ampak Američane praktično nastane, da to dobijo. Se pravi, oni so se financirali prek svojega petrodolarja več kot 50 let, 60 let, dobivali dejansko poceni nafto, nazaj pa pošiljali papir. To so si pač države počasi prišle gor, da to mogoče ni najboljše, in začela zadeva malo razpadati. Tako bi jaz to na kratko opisal. Ja, ok, dober. Se pravi, tlele imamo v bistvu moč dolarja, moč valute, Amerike. Kaj se je zgodilo v bistvu zdaj, ker zdaj si zelo lepo opisal, se mi zdi tako cel cikl imperija, ampak kaj se zdaj dogaja, da se toliko o tem govori, o tem, da je nov svetovni red in to.
recimo eno vemo, da valuta, ne, se pravi, da Iranci, da so že začeli prodajati tudi v juanih, a ne, pa v drugih valutah. Kaj se je tlele še zgodilo? Ja, najbolj bi jaz omenil tukaj zaupanje v valuto. Se pravi, ko ti največji financerji tvojega dolga ne zaupajo več v valuto, je to prvi znak, da se nekaj dogaja. In naprimer, jaz sem to začel opažati, bom rekel, 2-3 leta nazaj, po podatkih pa drastično od leta 2024, da kupci ameriškega dolga niso več azijske države, niti ne več Kitajska, celo Evropejci so dejansko nehali kupovati, kot je Belgija, Nizozemska, Poljska, vse te največje države so nehali kupovati ameriški dolg. To je že prvi znak, naprimer, ne, da se nekaj strukturno dogaja. Se pravi, zakaj bi kupovali nekaj, kar umetno, bom rekel, nastaja. Amerika se je enormno zadrževala, kar sem že omenil, ne, in očitno te niso več verjeli v to, da bo prišlo lahko enkrat do poplačila. Investirali so pa drugam. In kam so investirali? Investirali so v zlato. Se pravi, iskali so neko alternativo. Se pravi, ker nimajo druge alternativne valute, lahko bi dejansko v juane ali pa v evre, ampak so iskali eno tretjo zadevo, v katero lahko investirajo in so zatočišče očitno našli v zlato. Če pogledamo dejansko transakcije zadnjih 3 let, največjih, bom rekel, držav na svetu, so enormno povečevale zlate pozicije, na drugi strani pa enormno zniževale nakupe v ameriške obveznice. Naprimer, to je bil en tak prvi trigger, da se tukaj očitno nekaj dogaja. In to ne govorim samo za Azijo, naprimer, ne, kot je, ne vem, Kitajska, Indija, naprimer, ne, pa Rusija, pa Brazilija, naprimer, te glavne BRICS države. To se je dogajalo tudi v Evropi. Tudi, naprimer, če pogledamo Poljsko, ki ima svojo valuto, naprimer, ne, tudi oni so dejansko povečevali te zlate pozicije, tudi druge države so začele zlate pozicije kupovati, ne. Se pravi, da sta nezaupanje v dolar, naprimer, začel naraščati med zelo priznanimi državami. Tukaj bi še mogoče en efekt omenil, naprimer, ne, začel se je tudi v zadnjem času dogajati, da so države, ki so imele, bom rekel, zlato v Fort Knoxu v Ameriki, so ga upoklicali nazaj. In mogoče ste zasledili, naprimer, ne, kaj se je zgodilo zdaj za Francijo, ko je zahtevala svoj zlato nazaj, ki ga je hranila tam od druge svetovne vojne naprej, ko so ga pač skrivali pred Nemci. Zdaj po 70 letih so ga pa zahtevali nazaj, ne, a mislite, da so jim ga poslali? Ne, poslali so jim dolarje z premijo, da lahko grejo kupiti na spot market zlato. Se pravi, oni niso zlata poslali, ampak so poslali papir. In ta papir je Francija dejansko vzela, šla na market, kupila 120 ton zlata, se mi zdi, če sem prav zasledil podatek. Na srečo je Turčija zelo velika lastnica zlata. Turčija mora pa prodajati zlato, da to svojo valuto krepi, zato ker je precej lira pada. In je ravno tistih 120-130 ton zlata prodala na marketu in ga Francija kupila od Turčije. Vmes sicer Francija zaslužila, zato ker je bil tisti pribitek na spot ceno višji, kot jim ga je plačala dejansko Amerika za njega, ne, da so dejansko iz tega posla plus potegnili. Ne. Ampak tukaj je en velik strukturna težava, ki jo moramo omeniti. Zlato ni prišlo iz Amerike v Evropo. To je verjetno nikoli ne bo šel ven iz Amerike. Verjetno ne. To je zdaj cilj. Se pravi, za vse uporabljajo svoj papir in ga pošiljajo ven. Se pravi, ne samo, kaj se dogaja za nafto, enako se dogaja na drugih komoditih. In potem, če navežemo, kaj se dogaja na finančnih trgih, ne, ni treba biti nek rocket scientist, ne, če temu rečem, ne, pa pogledamo, kaj se dogaja z komoditi cenami, ne samo surovine. Poglejmo si zlato, poglejmo si srebro, poglejmo si platinom, poglejmo si baker, železo, aluminij, kam grejo cene. Pravi, ni treba biti nek rocket scientist, da ugotoviš, v katere asete se seli denar. Ja, živimo v materialnem svetu, ne, še vedno. Dajva pogledati še vojno, samo vojno z Iranom. Se pravi, Iran zapre Hormuško ožino in kar naenkrat ameriška vojska zgleda kot papirnati tiger. Ne morejo tega ustaviti. In neverjetni pritiski so strani celega sveta, da naj se Hormuška ožina odpre oziroma da ne Američani nehajo napadati. Kaj smo tle zvedeli? Zvedeli smo, da dejansko so se mogoče Američani iz preteklih let naučili, ne, da ne moreš kar vsak sršen ognest drozgati, ne, pa pričakovati nek pozitiven outcome za tebe. Ne. Iran ni Venezuela, da boš ti v enem dnevu si prisvojil. Ne. Iran je dejansko fortress. To je dejansko skoraj 2000 let ni bila osvojljiva trdnjava zaradi svoje, bom rekel,
strateške pozicije znotraj gora. Se pravi, milijonski narod, ne moreš to dejansko usvojiti, pa si prilastiti v zelo kratkem času. In to se mi zdi, da so se zdaj naučili. Se pravi, pričakovali so zelo hitro, bom rekel, rešitev problema, ne? Pokazalo se pa čisto drugače. In zdaj so v neki pad poziciji, ne? Ki pač Trump si po svoje ne more privoščiti, da bo rekel, ok, zdaj sem jaz tukaj ven umaknil, zato ker pač nisem dosegel svojega cilja. Ne? Na drugi strani pa bolj, ko bo pritiskal, ne, bolj bo dejansko Iran udaril nazaj. Ne? Seveda je pa tukaj cel svet afektan zaradi tega, bom rekel, prehoda. Čeprav v volumskem smislu ni tako velik, ampak je pa vseeno strateško zelo pomemben. Ampak pomemben je predvsem za azijske države. Ne toliko za Evropo. Se pravi, Evropa nafte dobi 4-5% mogoče, ne? Amerika 2-3%, pa še to dejansko lahko nadomesti z svojimi proizvodnimi viri. Ne? Afektan je treba azijski del, Kitajska, naprimer največ. Ne? Je pa, kar se tiče Evrope, LNG problematičen. Se pravi, tle smo mi dobili kar nekaj LNG-ja, ki je zdaj dejansko onemogočena pot ta iz Katarja. Katar je že javil, da so njihove ploščadi precej uničene in skenslil pogodbe za naslednjih 5 let. Se pravi, tle bo ta strukturni deficit LNG-ja, ki bi mogel prihajati na naše trge, vse za naslednje leta uničen, kar pomeni za Evropo nič kaj drugega, kot to, da bomo mogli nadomestiti z dražjim ameriškim plinom. Se pravi, oni so načeloma dosegli, kar so hoteli. Kupca so si našli takoj za vojno, se pravi, Evropa bo za to zdaj plačala precej več. Nove poti se bo odprle. Kar bo pa rešili s hormonom, ne, po mojem mnenju, ne, še nismo videli vsega. Jaz ne verjamem premirju. Jaz mislim, da bo tle prišlo do enega večjega konflikta še. Bom rekel letos, v poletnih mesecih, tako da to, kar zdaj vidimo, ko snemamo to, pa po teh informacijah, po teh dogovorih premirju, jaz temu ne verjamem še. In tudi trgi še ne verjamejo tega. Nafta je upadla, bom rekel, iz nivoja 120, ko je bila, do zdajšnjih 90-92. Še vedno je to dejansko precej više, kot je bila pred začetkom konflikta. Če rečemo, dejansko konflikt se je začel, ko je bila nafta cirka $60, ne, se pravi, smo še precej višji. Ne. Na drugi strani, ne, kaj se pa dogaja, ne, še vedno raste zlato pa srebro. Pravi, plemenite kovine še vedno rastejo, denar se še vedno umika. Tukaj je eno tako neskladje, ne, ko dejansko je potrebno malo časa, da se to prežarči na finančne trge, ne, ampak nekaj ne štima. Če bi se dejansko nafta spustila, pa bi verjeli market, da se bo dogovorili, ne, potem dejansko se ne bi premik v plemenite kovine dogajal. Ne, pa tlele je še en vidik, se mi zdi, no, da je bil nekako dogovor globalno tega svetovnega reda, da Amerika svojo vojsko ščiti te trgovske poti. Tle je pa se to zdaj izkazalo, da tega ni. Že malo smo to videli tam v Sueškem prekopu, za Hutiji. Ja. Kako misliš, da bo zdaj to izgledalo naprej? Tež si predstavljam, naprimer, ne, ker tudi to je že tak na meji, pač izstreljajo iz luknj neke dejanske obrambe, pa praktično nimajo. Ne. Zdaj, tiste njihove letalne nosilke so glih tukaj stran odmaknjene, da niso v dosega iranskih raket. Ne. Vemo, kaj se je zgodilo z eno letalno nosilko, ki je čist nepojasnjeno, ali so imeli sami požar, ali dejansko so jih zadeli Iranci. Ne. Vprašanje, ne, ampak tukaj se mi zdi, da se Američani precej bojijo, pa mogoče se zavedajo problema, da ne morejo zaščititi tega prehoda sami. Ne. Na tak način, ko so se ga lotili, zelo težko. Ne. Tudi sam, naprimer, ko vidim, pa pač berem iste novice, ko jih berete vi, ne, zelo težko si predstavljam, naprimer, da bi lahko čisto ustavil te napade. Ne. Tudi, kar se je Houthi zgodilo, pač oni so streljali, pač imajo sicer ful manjši firepower, pa niso tukaj devali temu poudarka, tudi finančni trgi niso temu sledili, ker so pač vedeli, da to pač, okay, je skrb, ampak ni tako velika skrb, ne, ampak Iran pa je skrb. To je, da kar se tega tiče, jaz mislim, da ne vem, osebno mislim, da je zelo težko zaščititi nekega takega brez dolgoročnega primirja. Pač nekaj bojo mogli dati na mizo, nekaj bojo mogli Iranu pustiti, da ima, očitno nekaj bojo mogli dati na mizo njim nazaj, kot zato, da bojo popustili pred tem obrambi. No. Neko tako bi jaz ocenil. No. In tako tudi, če gledam, kako trgi reagirajo, ne, ker to pač vidim, ne, se mi zdi to neko smiselno naključeno. Tak, nadaljevanje. Zdaj pa tako, recimo, če imamo dva scenarija. En scenarij, kopenska invazija, drug scenarij, Amerika se umakne. Pa recimo, da je to lahko tudi v okviru tega premirja, da Iran dobi večino tega, kar hoče, Amerika se nekako ven zmaže, kot da so se neki zmenili, ki je za oboje dober, ampak da je v resnici, vsi vemo, da je Iran zmagal. Če imamo te dva scenarija,
kako ti vidiš, da se odvija svet naprej? Z kopensko invazijo mislim, da se bo svet drastično spremenil. To bi pa pomenil en tak velik switch, ne. Geopolitično, tudi kar se tveganja tiče, se mi zdi to tak en velik preskok, da bomo dejansko res imeli, vsi bomo občutili te težave, no. To me je tak, se mi zdi, da imam to, dokler to gre po zraku, pa dokler to gre po morju, je to še kakor toliko nadzorovano. Ko pride enkrat do kopenske sile, ko vemo, ko sem prej omenil, kakšen fortress je to v Iran, in da pač verjetno ne bojo popuščali zaradi svoje zgodovine, če jih do zdaj ni noben osvojil, tudi pa verjetno bo zdaj težje. Se mi zdi to en tak velik deal breaker na svetovnem nivoju, ki bo pustil posledice res dolgoročno, no. In se mi zdi, da zato tudi Američani zavedajo, pač prišli so dejansko s temi amfibijskimi vozili pa z kopenskimi sili tja, ki so sicer še vedno po par 10,000 enotah, ne, ampak vseeno se mi zdi to kar precej bad scenarij za svet, no. Če je kopenska invazija, pa recimo, da jim uspe, da premagajo Iran. Ali... Težko rečem. Trenutno si res niti ne predstavljam, da bi se to lahko zgodilo. Dejansko ne, no. Kaj pa drug scenarij, recimo, če se nekako dogovorijo, Iran dobi več ali manj, kar hoče, še vedno ima lahko, razvija jedrsko orožje, balistične rakete, še vedno financira. To sam pomeni en krhek dogovor v prihodnosti. Se pravi, odložili smo en problem v obdobju 5 ali 10 let, ki bo spet eskaliral, ne. Američani iz tega, kar so do zdaj naredili, ne smejo izstopiti kot poraženci. Se pravi, nek nadzor pa neko relativno zmago bojo mogli prikazati. Pač Trump bo mogel prikazati to. Teda, da bi čisto se back-offali, pa da bi šli ven iz tega, si tudi ne predstavljam, ne. Neka navzočnost bo verjetno tam ostala, ne. Zdaj, kakšna, pa težko rečem, ne, ampak definitivno je pa to en tak malo večji, bom rekel, geopolitični pretres, ki ne samo, da bo te države zdaj opletene pustil, ne. Vidimo še dejansko, da se tudi Turki še že počasi imajo dosti tega, ne, da jim streljajo pred vrati, ne. Tudi njihov predsednik se je že oglasil, pa rekel, da zdaj počasi bo imel dosti, ne, da Izrael napada tam Libanon, na primer, ne. Teda, če se to zgodi, je to pač prvi efekt, ko bo NATO država prišla noter v neko situacijo. Vemo tam, da Pakistan, Indija sta tudi že vedno bolj živčna, na primer, ne. Kitajci pa tudi ne vem, kako dolgo bo še gledali, ne. Zdaj, pa res prav včasih spoštujem to njihovo držo, ne, kako se uspejo dislocirati od vsake take težave, ne. In zdaj pol naslednje vprašanje, kaj se bo pa zgodilo s Tajvanom, na primer, ne. Ker tam sem pa, na primer, bral kar dosti analiz, ne. Pri Tajvanu je pa zelo ta specifika, ne. Otoček, ki je dostopen, baje samo po 3 plažah. In te plaže so manjše, kot je bila tista na Normandiji, ne, ker vse ostale so dejansko zelo visoke, skalnate pobočja, ki so neosvojljiva za kopensko vojsko. In tiste 3 plaže, ko so dosegljive, so baje tako trdno zaščitene s strani Tajvana, ne, da dejansko bi to bil tak huge loss, ki se šteje 1:10 v vojski, na primer, ne. In to si Kitajci pač na nek način ne bi smeli dovoliti, ne. Teda, analitike, kar se tiče Tajvana, je bilo zelo veliko napisanega, ne. Za Iran ga nisem tu, bom rekel, prečital, ne. Ampak kar se zgodovine učimo, ne, zelo težko osvojljiva trnjava, no. Teda, tukaj bo en tak, bom rekel, break za geopolitiko, sigurno. Greva zdaj na nafto, naftni trgi. Se pravi, s tem, ko je Iran zaprl Hormuško ožino, ne, je kljub temu v bistvu, da mislim, da več kot 80% nafte, ki gre skozi Hormuško ožino, gre v Azijo, ne. Kot si prej omenil, zelo majhen procent gre v Evropo, ne. Ampak zatresel se je cel svet, ne. Povsod so šle cene gor. Lahko razložiš, zakaj? Zelo enostavno. Dejansko je finančni trg zelo povezan. Že same pogodbe, na primer, za dobavo, za nafto, pa tudi pol za zemeljskim plinom, pa tudi pol, da vem, na koncu še za elektriko. Vse je vezano na, bom rekel, na ene globalne indekse. Se pravi, ko jaz kupim nafto v, ne vem, Saudski Arabiji, ali pa ko jo kupim v Iranu, ali pa ko jo kupim v Ameriki, ali pa jo kupim v, ne vem, Avstraliji, pa kjerkoli, ne, je na koncu pricana v enem indeksu. In ta indeks, na primer, ne, pač valjda na vsake take geopolitične pretrese, pa kakšne supply šoke, ne, reagira, ne. In zato tudi dejansko
mi začutimo te posledice. Ne glede na to, da je supply shock, se pravi, da je naša dobavna pot do Evrope onemogočena. Problem je pricing tega. Ne? In dokler so te, bom rekel, ker to je bil neka globalna politika, se pravi, da imamo mi nek en indeks, en inštrument, na katerega bomo vezali komoditije, zato je pa cel svet efekten. Ampak kot si omenil, večji problem, kar se tiče dobave nafte, resen problem dobava benzina, naprimer pa dizel na koncu, imajo azijske države. Tam je resen problem. Tam dejansko res ni pol na koncu več benzina na pumpi, ne tako pri nas, ker imamo dejansko lahše vire, pa v končni fazi bomo pač kupovali dražjo nafto iz Amerike. Moramo vedeti, da največji proizvajalec nafte je Amerika, ni Saudska Arabija, in to že kar par let zapored. Teda, če bo primanjkljaj prišel, bo dejansko ga lahko nadomestila pač dražja nafta. Okay, no, da si že drugič omenil, da bomo kupovali nekaj od Amerike. Se pravi, že prej je bilo plin, Ja. LNG, Ja. zdaj pa še nafta. Ja. Amerika tlele v bistvu veliko bolj pride skozi, saj kar se rekel, tega gospodarstvenega vidika tiče, kot pa Evropa in Azija, bo pa verjetno na ugledu pač utrpela neko slabo ime, recimo temu. Ja, se to je, ta zadnji del je bil že večkrat omadežovan, naprimer, pa kukor to še vedno zvozijo pa čez leta nekako. Ampak ja, tako si omenil, ta strukturni problem nafte pa zemeljskega plina, moramo razumeti, mi smo imeli zelo pocen zemeljski plin, ki je tekel po plinovodih. Če mi tam odžagamo dol, zdaj, ko se ga pač zbombardirali v Severnem morju, dejansko ga moraš nadomestiti nekako drugače. Logično je, da če ga ti pripelješ iz drugega dela sveta, da ga daš na ladjo, ga utekočiniš, ga pol vpliniš nazaj, pa ga daš nazaj noter v isto cev, katero smo prej dobivali po plinovodih, da to ne more biti ista cena, kot je bila prej. Seveda bo dražja. Se pravi, strukturno mi dobivamo zdaj dražji plin. Enako se dogaja naprimer na nafti. Prej smo imeli dejansko iz Bližnjega vzhoda naprimer, cenejši vir, ker pač njihova nafta je precej cenejša, kot naprimer skrilovca iz Amerike, ker Američani večino nafte načrpajo iz teh skrilovcev, ki je zelo sporna metoda črpanja nafte. Tega v Evropi naprimer ne dovolijo. Njihov plin, njihova nafta ima break-even point precej više, kar pomeni, da oni ne bojo mogli proizvajati nafte po 4 pa 5 dolarjev, kot jih dajo Savdici, naprimer, ampak njihova proizvodna cena, ko sem še to nekaj časa nazaj računal, je bila na 40-50 dolarjev. Kar pomeni, da neko floor ceno imamo. In poleg tega moraš ti tisto ceno dejansko spet spraviti na ladjo, čez Atlantik, spraviti na naše terminale, ga dati spet na neke tovornjake, prepeljati do refinerij. In to ima spet svojo ceno, kar pomeni, da mi strukturno, zdaj kot celota, kot Evropa, bomo mogli plačevati več za isto storitev. In ja, zmagovalci, po mojem mnenju, v prvi fazi je Rusija, zato ker da so vojne tam, sam njim dejansko to koristi, zato ker zdaj prodajajo nafto po 2-kratni ceni, kar so prej prodajali, za iste količine dobijo 2-krat toliko dejansko inkoma, ki ga lahko porabljajo za vojno. Naprimer, isto se dogaja z plinom in ta dva energenta dejansko imata skoraj neomejenega kupca na strani Kitajske. Se pravi, azijske države bojo te vire, ki smo jih mi prekopali, z lahkoto nadomestili. Zdaj, ker Kitajska požere vse komoditije, karkoli jim daš na mizo, bojo kupili. Na drugi strani imamo pa Američane, ki pa dejansko so tudi zmagovalci, zato ker morajo se to financirati in imajo seveda zdaj lahko dražjo nafto, dražji plin in na koncu se to pač v Evropi pozna, ker smo pač celina brez naravnih virov, ali pa smo še te, ko smo imeli, smo ugasnali. Dejansko mi smo imeli na Nizozemskem je bil zelo velik plinsko nahajališče, ki so ga ugasnili, zato ker so se pač tresla tla v vaseh in so pač prepovedali, zato da zdaj zemeljski plin v Evropi je dejansko možno samo še iz Norveške. Imajo sicer še Angleži vire, ampak dejansko neizkoriščena črpanja. In to je to. Vse ostalo moramo mi, kar se tiče energentov, uvažati. Ok. Slaba popotnica. Tole sem te hotel vprašati. Spet 2 scenarija. No. En scenarij, če se jutri dogovorijo, premirje, Hormuška ožina se odpre, kaj se bo dogajalo z ceno nafte, kako bomo mi to občutili na lastnih žepih, kdaj bi se cena spet spustila na tako, kot smo bili vajeni pred 28. februarjem. Ja, to bi bil sigurno pozitiven bom rekel, scenarij, kot nek relief, bom jaz temu rekel, nafta bi šla verjetno na nivoje, kjer je bila prej, nekaj okoli $60.
se pravi nek nenaden padec, zato ker bi pač trgi pričakovali, da je zdaj ta premija za tveganje umaknjena z trga, ki je zdaj ukalkulirana zaradi nedobave. Se pravi, ta bi se umaknila, cena bi padla, mi bi se nekako vrnili na tisto situacijo prej. Ne? V kolikem času? To se relativno hitro zgodi na finančnih trgih. Ne? Ampak moramo vedeti, da sta dva efekta. Prvi je finančni učinek, zato ker to prajsajo finančne institucije, se pravi, bojo umaknile premijo s trga, ki je zdaj cirka 30%, bojo rekli, ok, zdaj dobava bo, se pravi, mi se spustimo na ceno 60%. Problem je ta strukturni problem, ki sem ga prej omenil. Se pravi, koliko infrastrukture za dobavo tega je zdaj uničenega dejansko. Ne? Katar je že napovedan, naprimer, tudi Emirati so že napovedani, da imajo kar nekaj težav pa uničenih infrastrukture za dobavo nazaj v Evropo. Se pravi, tega točno cene, koliko bojo lahko oni to hitro nadoknadili, pa hitro dogradili ali pa izboljšali, popravili, ne? Dejansko še nimamo. Tako da ta strukturni problem se po nekem času spet pojavi. Se pravi, cena lahko zaniha navzdol, potem, ko bomo znali oceniti škodo, potem pa spet neko premijo za dobavo cena ukalkulira. Tako se tipično giblje ta zadeva. Ne? Tako da sigurno je bilo to pozitivno, če tako zaključim, ne? Da se naredi mir, pa da se ta dejansko premija umakne z trga, kjer je zdaj. Kaj pa drugi scenarij, da takale situacija ostaja še naslednjih nekaj let? Kako bomo mi to zdaj v bližnji prihodnosti občutili na naših denarnicah? Ja, sigurno dražja, kot pa prva zadeva. Ne? Če sem prej omenil, da kot celina nimamo nekih alternativnih virov, pomeni, da bomo mogli vse kopati na trgu. Od nafte do zemeljskega plina. In če zdaj vemo, da so te cene, ko so zdaj dosegljive, dejansko so to neke floor cene, ne? Se pravi, nad cenami se pa tisto, kar bi mi dejansko dobili. Ne? Je pa tukaj ena velika težava, ne? Da mi dejansko na dobavni strani konkuriramo azijskim državam, ki pa tudi mrzlično nimajo teh energentov. Se pravi, Kitajci bodo tle plačali sigurno evro več za to, da bodo nekaj dobili, ne? Kot pa da nekaj nimajo. Se pravi, dobiš konkurenta na strani povpraševanja, ki je izjemno močan. In ta cena, ki se bo zdaj oblikovala med dvema celinama, naprimer, ne, je pa zelo tista nedefinirana, pa zelo odločujoč faktor. Ne. Koliko je, naprimer, Kitajc pripravljen plačati za sodo nafta, ne, ali pa koliko je en Evropejc na koncu hoče plačati za en sod nafte. Ne. To tekmovanje pa dejansko samo tistega, ki ima dejansko supply, ali so to Američani, ali so to Rusi, ali kjer je tretji, ne, tistega pa postavlja v nek prioritetni položaj. Ne. Se pravi, ta ravnovesje med trgoma se bo pač sesune. Ok, kaj pa misliš glede, recimo tako, ok, cena je eno, drugo pa, a bo dovolj ponudbe sploh? Ja, ponudba ni problem nikoli, problem je vedno cena. Se pravi, ponudbe, ne predstavljam si scenarija, da bi ugasnili pa dejansko jutro ne več imeli benzina, ne? Zato ker cena vedno določa tvojo stran ponudbe. In mi višji, ko se pomikamo z ceno, se pravi, zdaj, če karikiram, pa rečem, da bo šla cena iz 100 na 150, naprimer, ne, kjer so nekje v cene tega supply distractiona, kar pomeni, da pri ceni 150 se bojo verjetni avtoprevozniki, podjetja odločili, nam se ne splača voziti, zato ker cena previsoka, bomo raje kar ugasnili. Se pravi, ti avtomatsko znižaš demand side in s tem dejansko ceno potem znižaš. Ne? Se pravi, pri 150 si predstavljam, da bo nek supply demand distraction prišel. Ko bojo začeli razmišljati, ne splača se nam več. In potem se bo organsko dejansko povpraševanje znižalo in takrat bo tudi cena padla. Teda, ne verjamem, da v zdajšnji čas lahko govorimo o nekem, pomanjkanju nečesa. Vprašanje je vedno samo cena. Koliko je eden za to pripravljen plačati? Okay, bi to pospešil zeleni prehod v Evropi, naprimer? Ja, verjetno bi. Tudi se mi zdi, da zdaj že v zadnjem mesecu mogoče opažam, mogoče berem, mogoče se mi zdi smiselno, naprimer tak tudi sam pri sebi, ko sem bil prej čist anti, bom rekel, za električne avtomobile, naprimer, ne, ampak mogoče to razmišljanje ljudi spremeni. Se pravi, ja, benzin nam gre gor, ne, zakaj ne bi imeli vse na elektriko, ne. Sam pač imamo problem infrastrukture, ne, ker pač vsi ne bomo mogli imeti na elektriko. Tega pač je jasno, da povemo, ne. Infrastrukture ni, da bi to lahko uporabljali. Če pogledamo samo Nemčijo, koliko milijard so zmetali noter v ta zeleni njihov prehod, ugasnili dejansko zelo poceni energijo jedrskih elektrarn, na koncu pa vemo, ki so zdaj njihova industrija pa avtomobilizmi, ne, pod vodo. To je realnost tega. Se pravi, Evropa dejansko ni pripravljena na zeleni prehod. V tem času ne.
Naslednja stvar, že prej si omenil finančne trge. A ne? Pri vsem tem, kar se tle dogaja, pa ta nepredvidljivost, kaj se bo zgodilo, vse. Včeraj S&P 500 in Nasdaq dosežeta rekordne vrednosti. Kako si to razlagaš, Tilen? Jaz, naprimer, meni je to logično, ne? Pa bom zdaj poskušal razložiti, zakaj so nekateri. Ne? Se pravi, kadar gledaš cikle finančnih trgov ali pa posameznih, bom rekel, finančnih instrumentov, ne? Vsi se gibljajo po približno istem scenariju. Ne? In naprimer, zdaj, če pač opišem naprimer za delniške trge, ne? Imeli smo začetek vojne, bil je dejansko šok, ne? Zakaj se je to sploh začelo, ne? Investitorji so šli ven, indeks je padel takoj po februarju, ne? Marca je bil v padanju, ne? Potem, ko so videli, ok, zdaj se bo pa mogoče kaj zmenili med sabo, ne? Zdaj bomo šli pa nazaj. Ne? In zdaj so začeli kupovati po svoje pozicije, začeli buildati dejansko spet nazaj delniške trge, se pravi, spet so začeli ta svoj risk assessment povečevati in zato so šle delnice gor. Ne? Moramo povedati, ne, dve stvari. Ne? Prvič, raste na zelo majhnem volumnu, pomeni, da cene se premikajo navzgor, ne? Ampak volumen delničarjev ali pa volumen denarja pa ni takšen, kot je bil prej, ko so padli tečaji. Ne? Se pravi, le del tistega se vrača, kar pomeni na to, ne, da zaupanje v trg le ni takšno, kot kažejo tečaji delnic. Ne? Se pravi, to je nek pokazatelj, znanilec upada. Ali kako? Jaz bi rekel, Angleži imajo ful dober tak izraz, we are not out of the woods yet. Ko si omenil najprej ta, bom rekel, gost, ne vidimo še čistine. Ne? Jaz celo mislim, da preden bo šlo na boljše, bo šlo na slabše. To pač je moje mnenje, ne? In tudi naprimer, iz grafov lahko to razberem, naprimer, ne? Ker tudi smo se dotaknili, naprimer, ne? Zakaj pol zlato raste. Ne? Naprimer, imamo kontraindikatorje na trgu, ne? Ki kažejo na to, ne? Da nismo še tam na čistini. Ne? Prvič me skrbijo volumni, drugič me skrbijo plemenite kovine, na katere sem zelo bullish, in sem to v vseh teh podcastih povedal že v zadnjih 2 letih, da dejansko vidim precej više cene. Ne? Po tretji strani, ne, pa moramo vedeti, če se učimo iz ciklov, kaj se dogaja, kadar se vojne začnejo. Ne. Denar se seli v dolarje, pa denar se sedi v ameriške asete. In točno to se zdaj dogaja. Se pravi, prodajajo se drugi aseti po drugih delniških trgih in se seli denar v dolarje. Ker na koncu še vedno finančni trgi Wall Street prepoznavajo kot safe haven. Ne prepoznavajo brazilskega marketa, ne prepoznavajo kitajskega marketa, ki dejansko ni na all-time high, ampak je dejansko precej nizko, naprimer, ne, ampak še vedno selijo asete v dolar. Za enkrat. In se spet vrnemo k tistemu vprašanju prej, ne, kdaj bo še dolar, naprimer, prva valuta sveta. Ne. Trenutno je še. Trenutno kapitalski trgi še vedno vrednotijo dolar kot prvo valuto na svetu. Ne. In zato se to dogaja. Pa misliš, da ima dolar konkurenta? Trenutno ne. Trenutno ne, pa bom dal čisto en primer, ki sem ga slišal na konferenci 2 leti nazaj. Sem bil v Orlandu, njihov zelo priznan analitik pa upravljalec je dal točno to temo. Kako dolgo še mislimo, da bo dolar dejansko svetovna valuta? In dal zelo tipičen primer. Če si ti danes zelo uspešno podjetje, startup, rečemo da, startup, kam bo šel po denar? A bo šel v Hongkong? V Ameriko. To je to. Dokler je kapital na trgu, tam tja bo šel po denar. In zato je dolar še vedno prva valuta na svetu. Zato, ker če hočeš iti nekam po denar, ga bo šel v Ameriko iskat. Pa ne glede na to, koliko imajo natiskanih bankovcev, pa koliko imajo dejansko zadnji v beku. Za enkrat je še trg vedno tam. Kaj bo čez 5 let? Zelo težko zdaj napovedujem. Naprimer, ne, imaš zelo črne scenarije, imaš nekatere predvidevanja analitikov, kot je, ne vem, Martin Armstrong, naprimer, ki ga zelo berem. On misli, da bo default Amerike 2032, pa je do zdaj napovedal vse cikle prav za zadnjih 50 let, naprimer vse, bom rekel, krize, vse propade, vse delniške zlome. Celo vojno je napovedal, naprimer ukrajinsko, celo vojno v Iranu je napovedal do datuma natančno 28. februar, naprimer, ne. On pravi, da je do 2032 dead za US dolar. Naprimer, ne. Spravi, imaš te črne scenarije, ne. Imaš pa tudi scenarije, naprimer, ki ta, bom rekel, soft approach, ja, bric države bojo dejansko začele dobivati neko prevlado, ne, ampak še v nekem vedno razmeroma nekem, bom rekel, soft approachu, ne toliko kot dolar, ampak bojo pa konkurent, ampak ne tak močen konkurent. Medtem, ko se evra nikoli dejansko res ne omenja. Ok. Zdaj smo že tlele v tej točki, ki lahko odgovoriva na naslovno vprašanje. Aha. Kako se pripravimo na naslednjo krizo?
Govori se o tem, da bo prišla, da prej ali slej pride. Kako se pripravimo? Kaj bi ti rekel? Najprej ne rečem, da kriza, ne, če se dotakneš, če si v mislih imel kot, bom rekel, neka finančna, kot nek zlom, kot nek premik tečaja navzdol, ne, ni kriza, ne, ampak je sam prerasporeditev premoženja. To moramo vedeti, ne. Se pravi, tečaji opadejo, ne, ampak kapital zamenja roke. To je bistveno, da dejansko tudi tisto, ko posluša, sprejme to, naprimer, ne, da denar ne bo, mislim, da kriza ne bo povzročila konec sveta, ne, ampak prerasporeditev. Ne. Kar pomeni, ne, da tisto, ko je pripravljen, pa tisto, ko je nepripravljen, dejansko ta dva bosta zamenjala vloge. Se pravi, mi nikoli ne bomo vedeli, ali bo jutri kriza, ali bo čez 5 mesecev kriza, ali bo čez 1 leto kriza. Ne. Lahko predvidevamo mogoče, kaj se bo v nekem time frameu zgodilo, nekem časovnem okvirju, ne, pa lahko smo pripravljeni na to. Ne. Datuma točno ne bomo mogli vedeti. Ne. Važno je pa to, ne, da kadarkoli gradimo svoj portfelj, pa svoje premoženje, ne, dejansko delamo v smislu tega, ne, da smo pripravljeni na najhujši scenarij, vedno, ampak da je vsaka kriza priložnost. Se pravi, jaz, ko sem dožej živel v svoji, bom rekel, karierni dobi, zdaj že bo to verjetno ena 4. kriza, naprimer, ne, sem vedno poskušal razumeti, pa se naučil, kaj iz te krize lahko potegneš. Ne. Portfelj vedno mora biti v 3 točkah diverzificiran, se pravi, statistično gledamo by the book, če bomo kjerkoli analitika brali, bo rekel, od 15 do 20 naložb, ki med sabo niso povezane, ti zmanjša rizika 80%. Se pravi, če imaš sektorsko, bo rekel, razdeljene naložbe na različne sektorje, je to super, si že nekaj naredil. Drugič, če slediš, bom rekel, ciklom, ki se lahko naučiš iz zgodovine, bom rekel, v zadnjih 20 letih smo najmanj 3 do 4 cikle doživeli, kratkoročne, dolgoročne, ki so nastali zaradi tehnoloških prebojev, zaradi finančnih trgov, bom rekel, zaradi finančnih zlomov, ki so nastali zaradi posledice dolga, ki sem ga že na začetku omenil. Potem imeli smo dejansko naravne katastrofe ali pa naravne, bom rekel, dejavnike, kot je pandemija, naprimer, ne. Imeli smo interne, eksterne dejavnike, kot so naprimer notranji konflikti ali pa zunanji konflikti, kot so vojne. Teh 5 dejavnikov, naprimer, ne, če veš, kaj za vsak dejavnik pomeni na koncu na strani smeri gibanja indeksa, si že veliko naredil. Od vseh teh 5 dejavnikov lahko ti sprojeciraš, izračunaš, kak bo future outcome, se pravi diversifikacija, drugič poznavanje ciklov o prihodnosti, ne, pa tretjič prilagodljivost. Prilagodljivost pa pomeni zelo simpel. Sam pri sebi moraš vedeti, koliko dolga je, bom rekel, prežvečkljivega v tvojem portfelju. Se pravi, malo dolga je v redu, preveč dolga ni v redu. Zdaj, ko bo prišla kriza, kaj se ti bo zgodilo? Obrestna mera ti bo narasla, dejansko dolg se ti bo začel dražiti, ti ne boš več imel za odplačevati, kaj šele, da bi lahko ti kupoval poceni asete na borzah. Se pravi, ti moraš imeti vedno nek safe haven, ki ga boš vplačal, ko bo kriza prišla. In to je dejansko kriza, jaz pravim, da je zelo dobra za finančni svet. Hvala Bogu, da pride do reseta, hvala Bogu, da pride do nekih normaliziranih cen, pa tisk, ki je bil pripravljen na to, da lahko poceni kupi, dejansko pa spet stavi na svoje glavne playerje, tiste naložbe, ki bojo preživele krizo, zato da lahko iz krize nekaj odnese. Tisto je pa dejansko over-leveraged, pa dejansko živi na nekih, bom rekel, na dolgu, tisto pa dejansko edini, ki je efektan v krizi. Ja, še tole, ki si omenil dolg, ne. Sredstva se zmanjšajo, ne. Ja. Dolg ostane pa isti. Točno tako, ne. Ok, super. A imaš mogoče v mislih kakšen portfelj, naprimer, strukturo portfelja? Kako ne bi danes gledal portfelj, recimo, da si pripravljen na naslednjo krizo? Tipično je to čisto, bom rekel, neka subjektivna ocena individualnega investitora, ker pač moramo poznavati njegove, bom rekel, finančna stanja, prihodke, odhodke, na drugi strani stanja dolga, da lahko pa skonstruiramo nekaj. Ne. Ampak by the book, naprimer, ne, ko sem jaz bil še v ekonomiji, ne, so me učila 80%, 20%, 80-20, kao, to je nek tipičen portfelj, ki bi mogel biti pri vsakem vlagatelju, se pravi 80% delnic, 20% obveznic. Naprimer, jaz tega nisem nikoli zasledil, ne, pač nisem nikoli temu sledil, ker se mi je zdelo pač neumno imeti obveznice v portfelju, ker sem pač vedel za 2-3% na leto ali pa 4, ajde v najboljših časih, ne. Ja, ne pokrivaš niti realnega rasti GDP-ja, ne. Se pravi, ta model se je v zadnjih 20 letih ekstremnega zadolževanja, ekstremne, bom rekel, neke inflacije, ne, se sesune. Dejansko zdaj preferiraš večji procent delnic, dodajaš temu plemenite kovine, dodajaš temu
commodity, se pravi hard asset, ko sem prej omenil od aluminija, bakra, železa, karkoli, samo da je nek hard asset. Tega se omenja celo tudi do 10% v portfelju, berem za te nove analize, naprimer, ne, poleg zlata. Se pravi, 10% portfelja, da je v commodity. Naprimer, super. Vsak investitor lahko kupi neke ETF-e, ki so vezane na neke, commodity sektorje, lahko tudi na nafto vezane, naprimer, ne. Vse te, naprimer, je dobro imeti v portfelju, ne, zato da pač ujameš tu take trenutke, ko so zdaj, ne. To ne, jaz osebno kot individualni investitor se izogibam obveznic, ne, ker pač tega ne delamo v portfelj, pa ne zdi se mi smiselno, ne. Je pa res, ne, da v obdobju, ki smo zdaj, ne, ki ne vemo, kaj bo čez 3 mesece ali pa čez 4 mesece, ne, je pa ravno zaradi te zgodbe, ki sem prej omenil, da moraš biti pripravljen, da boš izkoristil krizo v svoj prid, ne, je pa vsem treba nekam dati denar, ne. In zdaj denar pač je vsak dan manj vreden, ne, to vsak ve, ne, in pol ga pač moraš dati v neke asete, ki pač vse ne zgubljajo tako, ne. Se pravi, neke short term obvezniške produkte, money market ali pa nekaj podobnega, ali pa kakšno drugo valuto, naprimer, ne. Je tudi smiselno, da imaš v nekih procentih, 20-30% trenutno, ne, mogoče še kak odstotek več ne škodi, ne, dokler se trgi ne zbistrijo, ne, in počakaš, da trg reagira, potem pa dejansko izkoristiš to priliko, ne. Super, s tem sva zaključila, rekel ta glavni del epizode, imamo pa še hitra vprašanja. Pa, ki so malo bolj take prediktivne narave oziroma malo bolj trivialne, pa je ena stvar, ki me zanima še v zvezi z vojno v Iranu, in sicer tvoje mnenje, zakaj je šla ZDA v vojno z Iranom? A je bil to blunder, geopolitični blunder, ali je bilo nekaj drugega v ozadju? Mislim, da je zdaj za to vojno v Iranu se je govorilo že 10-15 let, pa da Iran gradi te jedrske konice. To je že bilo v času Obame pa vseh. Pa noben predsednik si dejansko ni upal iti noter v Iran, ne. Jaz mislim, da je trenutno pač Trump bil malo potegnjen se strani Izraela v konflikt, ki ga zdaj presenetil. To bi bil prvi trigger, se pravi, pač bil je potegnjen v vojno mal siloma, mal pa zares, ne. To bi bil prvi tak faktor, ne. Drugi pa, ne, pač pa upam, da nimam prav, ne, je pa, da hoče Kitajcem nagajati, ne. Prvič, zakaj tako mislim, ne, zakaj je Venezuelo napadal, ne. Venezuelo napadal samo zaradi, pač mislim, da zaradi nafte, ne. S tem se je zagotovil neskončno količino nafte za sebe, ne. A na drugi strani je vedel, da je glavni kupec Kitajska, ne. Če preslikam to na Iran, ne, Amerika od Irana nima nič, ne. Niti lešnikov ne izvaža v Ameriko, ne. Kupec iranske nafte je bila pa spet Kitajska, ne. Se pravi, 2 glavna trga, poleg ruskega, je Kitajcem vzel. Zdaj, to malo stopiš na prste enemu velikemu, ne. Zdaj, upam, da ni to igra, ne. Pač nekako tako bi jaz razumel to konflikt. Prvič zaradi Izraela, ker pač vemo, kako tesno povezano z Američani, pa na vseh izvršilnih funkcijah, tudi v ameriških podjetjih sedijo Izraelci, naprimer, ne. Drugič pa zaradi commodity playa, ki je zelo, zelo pomemben. In ti commodity play so krojili vojne v zadnjih 100 let, vedno. Teda ta dva, bom rekel, neka dejavnika nekako mi prepletata. Pa upam, da te drugi ni tukaj res, kakor si predstavljam. Si, ne vem, tebi se še da reči rekreativni kolesar? Ja, se še, dokler nimam profesionalne licence. Mislim tako, sem že malo prestar za to. Zasledil sem tvoj post, ne, se pravi 13,000 kilometrov v letu 2025, 333 dni kolesarjenja, 142,000 višincev. Ja. Tako, ker si napisal tam, da si ob tem še v 2 podjetjih, da funkcioniraš in da si zraven še da imaš še familijo pa otroke, tako sem rekel, da sem počaščen, da si vzel čas za današnji podcast. No, in iz kolesarskega sveta eno hitro vprašanje, kdo je največji kolesar vseh časov? Ja, po rezultatih ni težko ganiti, ne, da je pač, hvala Bogu, da imamo Slovence, ne, kot Tadeja Pogačarja, ne.
Drugače pa ja, navijam za vseeno. Začel sem pa za Rogliča, naprimer. On je bil tak en motivator, ne. Tudi mislim, da je za Slovenijo zelo, zelo veliko naredil, ne. In oba dva sta nas postavila ne samo v kolesarskem smislu, ampak celotnem športnem smislu zelo visoko na svetovnih lestvicah. Da, hvala Bogu, da jih imamo. Ja. Okay. Zdaj naslednja stvar. Kje bo S&P 500 na konec leta? Jaz mislim, da nižje, kot smo trenutno. Okay. Se pravi, nekaj se bo zgodilo vmes, ki bo to potisnilo še nižje. Okay. Zlato, konec leta? 5000 plus. In pa še zadnje hitro vprašanje. Kako je na naslednjo krizo pripravljen Tilen Šarlah? Ja. Rečemo, da sledim temu, kar povem. Ne samo, kar sem tukaj povedal, pa tudi, kar sem govoril v katerih drugih teh oddajah. Ne. Se pravi, ta portfelj je nekako sestavljen tako, da bi mogel kljubovati tem časom. Tudi, naprimer, letos je portfelj kar lepo v plusu. Že v začetka leta. Zakaj? Zato, ker sem pač stavil na komoditije, na plemenite kovine, na nafto, na hard commodities, kot sem jih prej omenil. Dejansko tudi, kar se tiče bom rekel, pozicij za nakup v morebitni krizi, naprimer, ne. V zadnjem letu, naprimer, dejansko to največ, kar sem kdajkoli imel v zadnjih 20 letih investiranja. Se pravi, sem pripravljen na to, da če bo prišla kriza, bom imel možnost investirati, ne. Pa sem tipično bil zelo, zelo naklonjen tveganju, se pravi, zelo agresiven, kar pomeni, da sem vse svoje prihranke vedno vlagal v delniške trge. Trenutno sem postavljen zelo defenzivno, kar bi jaz rekel, da skoraj 50% portfelja ali pa 60% portfelja je free za morebitno krizo, če bo prišla. Govorijo o teh kratkoročnih obveznicah? Ja, ali pa tudi kar večina mi kar nekaj leži tak na denarju, da bi pač pripravljen, drugače pa ja, neke denarne inštrumente. To, drugače pa ja, tudi dolga nimam, tako da karkoli bi lahko bilo, pa če bo daj pocen denar, imam tudi možnost povečati pozicije, naprimer, ne, če bi do tega prišlo. No. To se mi zdi v redu, šel sem ven iz nepremičnin, se mi zdijo pač precenjene in v vsaki krizi, ko bo prišla, ne, se pač vedno dobijo te distressed asset, se pravi, tač bom počakal na te kakšne projekte pa nepremičnine, ki bojo dejansko, kjer jim se modil prodajati, zato ker sem prej omenil, kateri bojo nastradali v tem, ne, nastradali bojo tisti, ki so over leverage, ne. Predstavljam si, da večina teh nepremičnin zdaj po teh nenormalnih cenah, ne, so bile tudi kupane z vzvodi, ne. In tukaj se mi zdi, da pač prva panika nastala, ne. Teda tudi to, naprimer, se lahko šteje kot nek hard asset, ne, na koncu, ne, ki ti pač nudi nek skozi cash flow, ne. In zdaj v teh časih ne bi kupoval, ampak če se pa ponudi prilika v prihodnjih letih, pa če padejo nepremičnine, zakaj pa ne. Teda načeloma tako, no, se mi zdi, da sem moral pripravljen, nekaj sem se naučil v zadnjih kriz, ne. Je pa tudi res, da vedno 100% nisi, ne. Ampak na koncu je pač mogoče zamudil kak evro ali pa kak procent, ampak sem pa zato lahko kako uro več na kolesu, kar pa tudi zelo veliko šteje, ali pa družina. A lahko še eno bonus hitro vprašanje? Ja. Kdaj bo naslednja kriza? Jaz mislim, da smo že v njej, ne. Zdaj to je, jaz mislim, da to že traja, ne. Tudi čutimo jo, ne. Če me pa sprašuješ, kdaj bo pač ta, bom rekel, nek zlom ali pa karkoli, ko ga zdaj dejansko tukaj čakamo, ne. Danes v času snemanja oddaje S&P na all time high, ne. In če sem prej omenil, da moj cilj je dejansko, mislim, moj target price na S&P-ju, ne, je nižje kot zdaj, ne, se pravi, da v prihodnjih mesecih pričakujem, da bomo nižje, ne. Okay. Naprimer tako, ne. Tilen, hvala ti za obisk in za super analizo. Hvala tebi za povabilo. Gledalci in gledalke, se vidimo naslednji torek. Hvala.